Zdaj pa v Celjem, kjer so na srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko pripravili pretresljivo predavanje za srednješolce. Prvič pa sta pri projektu Še vedno vozim, vendar ne hodim sodelovala tudi ministrica za notranje zadeve in minister za promet. Številne preventivne akcije temeljijo na opozorilih, kot so na primer bolj ali manj zgovorni plakati. V tem projektu pa predavajo mladi, ki so bili tudi sami udeleženi in poškodovani v prometnih nesrečah. Matej je pred 2 letoma pri 21 letih po prometni nesreči z motorjem, ki jih obožuje, ostal na vozičku. Odpadli so različni športi in hobiji, s katerimi se je ukvarjal. Priznava, da je tudi samo v najstniških letih mislil, da se nesreče dogajajo drugim. Vem, kako je bilo težko priditi nazaj po nesreči in ne bi rad, da še kdo podobno izkusi na svoji koži. Boš da vidi, kaj se meni zgodil, ko da še kdo sam to izkusi. Ta zgodba je res žalostna, da se človeku pri kuglih se lahko osamosvoji, zgodi taka nesreča, da postane paraplegik. Doslej je tragične zgodbe slišalo že prek 2500 dijakov na 30 šolah po Sloveniji. Naš dolgoročni cilj, pa tudi vizija tega projekta Še vedno vozim, vendar ne hodim, pa je, da bi lahko vsako leto poslušalo vsaj 17.000 učencev starih med 15 in 18 let. Iskrena pripoved ponesrečenega fanta je močno pretresla ministra za promet in za notranje zadeve, ki sta poudarila pomen prometne vzgoje med šolanjem in to, da v srednjih šolah sistemskega predmeta o tem ni. Kar ministri govorimo, kar starši govorijo, morda ni vedno dovolj. Takšno predavanje je zelo dobro, ker dobijo pravzaprav informacijo od nekoga, ki je to doživel. Matej je svojo zgodbo povedal že vsaj 20krat, da bi mladim voznikom odprl srce in zavest, kajti tudi tisti, ki nesrečo preživijo, lahko živijo s hudimi telesnimi in duševnimi poškodbami.